pozdrav! Danes pa se bomo resno lotili enega tazga izziva, ki mislim, da bi si ga mogel vsak človek privoščiti kar večkrat. Zdaj, koliko večkrat, ne vem, tako da sem v svoje goste povabila Urško Lonsner, ki nam bo danes torej razložila v nulo vse, zakaj, kdaj, kako in če sploh se torej lotiti detoksa našega telesa. Ne? Urška, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Zdaj, če gre čisto na začetek, kaj pravzaprav sploh je detoks? In zakaj je to zdaj tako popularno, skozi poslušamo, ne, detoks, ja, ne, kdaj? Ja, tako je, ne. Naše telo ima sposobnost čiščenja naravno. Ima organe, ki so za to odgovorni, jetra, ledvica, koža, črevesje. Ne? In to deluje samodejno, sproti, vsakodnevno se čisti. Zdaj, odvisno od našega življenjskega sloga, kako mi naše telo zapacamo. Živimo namreč vedno bolj v toksičnem okolju, tega se verjetno vsi zavedamo. Ne? Hrana je polna pesticidov, herbicidov, onesnažen je zrak z raznimi izpušnimi plini, onesnažena je konec koncev tudi voda. Mi se tega ne zavedamo, da tudi če imamo čistilne naprave, v teh vodah naših pitnih je 75.000 različnih kemičnih snovi, ki jih te čistilne naprave ne prečistijo. Ja. In mi dejansko vnašamo recimo kozmetična sredstva, make-up ženske, ki uporabljamo, je poln recimo težkih kovin. In vse to se dnevno nalaga v naše telo. In telo do določene mere ima to sposobnost, da sproti čisti. Potem pa pride trenutek, ko enostavno ne zmore več. In tam dejansko rabi našo pomoč. In čiščenje telesa, razstrupljanje, razkisanje je nujen del skrbi za preventivno zdravje. Torej, preventivno se moramo tega lotiti. Ampak če greva v bistvu na eno tako čisto simpel vprašanje, kako pa mi vemo, da nam nekaj več ne funkcionira, oziroma sploh rabimo vedeti, ali je kar fajn, da se preventivno tega lotimo? Zdaj, fino je, da se preventivno, ampak ljudje smo pač tako naravnani, da šele ko pride do sprememb, hudega alarma, ne? Tako, ko se pojavljajo simptomi, šele takrat začnemo ukrepati. Tudi v redu. Ne? To recimo se pojavijo različni simptomi. Lahko pazimo, da se več potimo, ta pot smrdi. Taki dobri znaki so recimo, da smo utrujeni. Tudi če recimo hodimo na sprehode, se zdravo prehranjujemo, enostavno se ne moremo iz tega spraviti ven. Imamo meglo v glavi. Recimo, dober znak je zgaga. Ne? Večina ljudi si misli, da imajo preveč kisline v želodcu. V bistvu je pa, kadar nas peče zgaga, imamo premalo kisline v želodcu, imamo pa zakisano telo. Okay. In potem mi, ko vzamemo v tistem trenutku antacide, ki zmanjšujejo kislino v želodcu, še zmanjšamo to kislino. Okay. In si naredimo tako medvedjo uslugo, pridemo v začaran krog. Recimo, dober znak je glavoboli. Težko izgubimo kilograme, nabira se nam, enostavno se jih ne moremo znebiti. Niha nam razpoloženje. Vse to so znaki, da je telo prepolno toksinov. Takrat to je alarm, da se dejansko moramo lotiti čiščenja. Okay. To mi je zdaj jasno. To je torej tisto, ker imamo že alarme in se rečemo, zdaj pa pač drugega nam več ne preostane. Ampak če ga mečkam še na preventivo najprej, ne? Kaj pa bi ti priporočala, ne vem, posameznik, kako pogosto naj se loti detoksa telesa? Zdaj, tako, če lahko sam za začetek mogoče razložim ta pojem zakisanost. Zato, ker ogromno o tem se mi zdi, da je govora, ljudje pa še vedno ne vejo čisto točno. Jaz tudi, recimo, preden sem začela študirati, nisem imela pojma. In recimo, za naše telo, da optimalno deluje, da smo zdravi, da smo polni energije, je pomemben pravilen pH. To pomeni, pH se meri, če se spomnimo še iz šole, od 0 do 14, 7 je nevtralno, pH, kjer je recimo voda, vse, kar je pod 7 je kislo stanje v telesu, vse, kar je nad, je alkalno. Ne? In mi rabimo za to optimalno delovanje tako malo rahlo nad 7, 7,3, 7,5, kar je rahlo alkalno okolje. Takrat naše telo deluje super, vsi encimi delujejo. Če smo pa pod 7, pomeni, da je kislo stanje. Takrat pa uspevajo virusi. Kri ima premalo kisika, je gosta. Takrat prihaja do bolezenskih stanj. In te kisline, recimo, naše telo mora imeti pH 7,3 in kri mora imeti ta pH pravilen. Vse kisline, ki pridejo in jih je preveč, telo shrani v tkiva in organe in v sklepe. In potem prihaja do vnetij. Vnetja. Tako. In ta kislina, recimo, ki je odvečno, povzroča vnetja v telesu. In ta skrita vnetja, tudi recimo prevelika telesna teža, debelost je dejansko vnetje. Demenca,
je vnetje. Ja, in to so že višje stopnje, začne se pa recimo s kakšnim pruritisom, z alergijami. To so vse začetna stanja v bistvu zakisanosti in potem posledično vnetje v telesu. Okay. No, tudi na naši spletni strani klepetopkavi.si lahko najdete torej članek in to brezplačen v bistvu priročnik, kjer si lahko pomagate torej razkisati svoje telo in ga torej rahlo alkalizirati. Rahlo, ne, da ne boste pretiravali zdaj. Urška, no zdaj gre pa kar na to, torej kdaj preventivno, torej za dokaj zdravega človeka, ki nima nekih alarmov recimo, bi ti priporočala detoks? Kaj to je, enkrat na leto, vsak mesec? Ne, moramo se zavedati, da je čiščenje telesa tudi določen napor za telo. Zato, ker telo je obremenjeno z toksini, z odpadnimi snovmi in tudi naši recimo organi, te, ki so pomembni za detoks, so zabasani, čisto po domače povedano. In zdaj, če se mi tega lotimo, preplavimo telo s odpadnimi snovmi. In če recimo nimamo prehodnega črevesja, če imamo recimo zamaščena jetra, zabasana jetra, ledvica oslabljena, ker imamo večina z nas zaradi stresa in našega življenjskega sloga, je to težaško delo za telo. Zato se moramo tega lotiti, recimo planirati vnaprej. Super je, če vsaj 2-krat letno. Če nimamo nobenih kakšnih večjih težav, čisto preventivno in ob teh prehodih letnih časov, recimo iz pomladi na poletje, iz jeseni na zimo, zato da pripravimo organizem na te spremembe temperaturne. Pa kakšne večje okužbe recimo ali pa bolezni, ki se nam zgodijo? In ravno to je, da očistimo telo, zato ker s tem čiščenjem potem tudi spodbudimo imunski sistem. Telo v bistvu ne rabi naše pomoči toliko, kot jo rabi v tem, da ga čistimo in da ga potem pustimo, da naredi svoje. Ker ko imaš ti pravilen pH, ko imaš ti prehodne organe, čiste organe, telo naredi svoje, ne rabi naše več pomoči. Kje pa se te toksini pol zdaj skladiščijo, v bistvu na kakšen način lahko mi podpremo torej naše organe, da bodo lepo funkcionirali, kako morajo, ne? Ti toksini so v bistvu se kopičijo v tkivih, v organih, v sklepih, kar vidimo, kar nas rado boli, pa si mislimo, da je to nek normalen proces staranja. Ni. To so vsi te boleči sklepi, tam so kisline notri. V maščobnih celicah. Tudi če smo starejši, ne? Ja, ne? In ne bi smelo to biti normalno. Ampak tam se lepo skladiščijo. In zdaj, če mi recimo čist preventivno se lotimo tega 2-krat letno, omogočimo telesu, da je v nekem ravnovesju. Lotimo se pa zdaj tega tako. Najprej mi to povej, koliko časa to traja? Čisto odvisno je. Jaz svojim strankam priporočam tako. Jaz mislim, da je tako idealno 7 dni do 10 dni. S tem, da je v to vključena priprava, potem je samo čiščenje in pa tudi prehod potem je pomemben. In tudi se moramo zavedati, da samo čiščenje ne sme biti, detoks ne sme biti samo sebi namenjeno. Mora biti namenjeno temu, da očistimo telo, potem ga moramo pa nazaj krepiti. To bi se kaj reset, ne? Tako, reset, tako, pritisnemo ta gumb in začnemo znova. In tudi recimo, če imamo razne alergije, če imamo razne odvisnosti od hrane, od sladkorja, slabo počutje, nam da to čiščenje nek ta nov začetek. In kaj v bistvu, kako lahko recimo določeni izdelki, recimo formulo jaz pač jemljam, ker mi je res super, ker jaz mi naprav, da gledam to, kaj jem, pač moram formulo imati, tako da jaz jo pač jemljam. Vsi to bi morali tako ves čas imati. Zdaj tako. Osnova pri čiščenju je hrana. Saj tako, kot jaz delam in priporočam svojim strankam, osnova je hrana, vedno. Tudi če želimo vzdrževati alkalno ravnovesje v telesu, je osnova hrana. Ne bo ti pomagalo nobeno prehransko dopolnilo, če se ti bašeš z ogromnimi količinami živalskih proteinov, z predelano, odsvrto hrano, z ogromnimi količinami sladkorja, s kavo. Mi radi te simptome utrujenosti in vsega, kar ignoriramo in potem jih prikrivamo z raznimi energetskimi napitki s kavo in čaj. Torej, celostno se moramo lotati, ne? Tako. In za telo je najboljša v bistvu alkalno-tvorna hrana. Kaj to pomeni? To je hrana, ki ustvarja alkalno okolje v telesu. To je pa konkretna. Večina sadja in zelenjave. Tvori
ima ogromno mineralov in vitaminov, ki dvigujejo pH, vzpostavljajo alkalno ravnovesje. Recimo proso, kalčki, mikrozelenje. Ti to skozi seš, ko so se zadnjič pogovarjali, ne? Jaz to v bistvu kar Ti imaš skozi. zdaj Jaz skozi imam leto. praktično ves čas alkalno prehrano. Zdaj, tudi ne smemo zanemariti recimo kislotvorno hrano, ampak te kisline morajo biti zdrave. Ne? Recimo vzemiva limono. Kaj misliš, da je to alkalnotvorna ali kislotvorna hrana? Ja, na hitro bi rekla kisla. No, vidiš. Ki je kisla, ne? Ja, ki je kisla, ne? Ja. Ampak po okusu je limona kisla, v telesu deluje pa alkalno. Zato jo tako priporočajo vedno Tako, zjutraj, zato je, ne? Na prazen želodec. Zato, ker po noči recimo kisline, ledvica čistijo kisline. In ko se ti zjutraj zbudiš, zato priporočamo, da spijemo kozarec vode z limono, ker deluje alkalno in pomaga telesu, da izloči kisline. Okay. Ne? To je še en tak nasvet, recimo, ne? Kako si lahko Absolutno. Jaz recimo tudi svojim strankam pomagamo. priporočam, meni se zdi še boljši domači fermentiran jabolčni kis. To je, kaj praviš, je to alkalna Ja, ali jaz bi kisla spet hrana? rekla kislo, ne? Se veš, tako je laično, tako, ne? ampak od vseh kisov, ostali kisi so vsi kislotvorni, jabolčni Jabolčni kis pa je ne. pa alkalnotvoren in je to ena boljših Mislim, spodbudi nas, ne? živil Okej. absolutno v telesu. In ravno to dviguje pH, zmanjša zakisanost. In zdaj, kako se lotimo recimo sami doma? Ne, ne rabimo zdaj nekih posebnih, v bistvu so stvari čisto preproste, če pogledamo. Ne? Rabimo pa čas. Tako kot sem rekla, razkisanje, razstrupljanje telesa je določen napor za telo. Sploh, če smo recimo dosti zakisani, v slabem stanju, polni toksinov, če imamo preveliko telesno težo, te maščobne celice shranjujejo ogromno nekih toksinov v sebi. In ko mi začnemo čiščenje, se to sproži v Kaj to telesu. pomeni zdaj? In to pomeni, zato ljudje recimo, ko se lotijo čiščenja, opazijo, da Slabo imajo počutijo? glavobol. Tako je. Slabost, to je normalno v utrujenost, bistvu. to je normalno. To pomeni, da nekaj funkcionira, da se Tako, nekaj to pomeni, dogaja, da smo ne? nekaj sprožili. In tudi stanje se nam recimo lahko poslabša. To pa zato, ker so ravno ti toksini sproženi v redu. Ker do zdaj smo jih potlačevali. Mi smo recimo navajeni, da zdravili potlačujemo simptome. Ne? In vzamemo tableto, boli nas glava, In nas vzameš neha tableto, boleti. ne boli me več, super. Ampak to pomeni samo, da smo potlačili te simptome, da so vse te nakopičene snovi ostale v telesu. Ko pa začnemo proces čiščenja, se pa zgodi to, da vse to priplava na površje. In se seveda počutimo slabo. Aha, ne? okej. Zato pa začnemo tako postopoma, da Jo, to se res sorry, da te moram prekiniti na to. Vem, da smo dobili kar nekaj feedbacka od naših gledalcev, ne? Lih na to, kar si izrekla, na to slabo počutje in slabosti pri rjavih algah. ja, Da je bilo zelo veliko tega, da so imeli torej težave s slabim počutjem, ravno zato, ker v bistvu se je verjetno telo čistilo, ne? absolutno. In tudi ljudje, ki niso navajeni jesti ogromno zelenja, ne, zelene listnate zelenjave. Tukaj. In no, vidiš, ti na začetku to v bistvu dela težave tudi želodcem. Ne? Zato jaz priporočam to postopno čiščenje. 3 dni recimo, super je, da si vzameš neko obdobje, ko nisi napolno zaposlena, ko ne pripravljaš nekega eventa v službi, ko res Mogoče nimaš. kakšen vikend za začetek, Tako, ne? ne? In recimo, jaz dam tako, 3 dni priprave. Že ta priprava sama je za ljudi, ki se niso navajeni čistiti, ki niso navajeni zdravo jesti, naredi ogromno. Ne? V tem času, recimo 3 dni, izločimo kavo. To se tudi pripravite, recimo, če za 3 dni izločiš kavo, te boli glava. Nisi kul. Ja, še to Ampak je dosti. bolite 3 dni, potem je pa to to. okej. Zato, ker je to odvisnost od kofeina in takrat vidimo, da smo odvisni dejansko. Izločimo prave čaje, izločimo postopoma recimo sladkor, gluten in živalske proteine. In že samo s tem, ne, smo naredili ogromno za svoje. Zdaj bojo rekli ljudje, kaj ne pa sploh jem. Ne, recimo, zjutraj si lahko narediš proseno kašo s sadjem. Vmes lahko tudi ješ, sploh v danskem času sadje. Potem recimo za kosilo si narediš eno veliko mešano solato, lahko si narediš žitarice brez glutena z zelenjavo, za zvečer pa juhico in spet eno mešano solato. In to ješ 3 dni. Potem sledi, jaz imam Kaj to zelo... sploh ni tako bad, ta Ne, detoks? ni. In je to čist, ne sme biti to, ne sme to obremenjevati telesa. Ne? In zraven seveda v tem času izjemno pomembno, da sprostimo jetra in črevesje. Tako kot sem rekla, ker če potem ne, naredimo? nam bo slabo. Okej. Tukaj je tale formula,
ki nam v bistvu zeliščna formula, ki nam pomaga, da se sprostijo, da se v bistvu vežejo vse te odpadne snovi in grejo potem z blatom ven. Zato, ker moramo se zavedati, ko začnemo se čistiti, je to neka sprememba, zato je nek šok. In metabolizem se nam na nek način tudi upočasni. In ogromno ljudi pride do tega, da se jim ustavi prebava, rečejo. Pa navajeni so recimo zjutraj na tešče popiti kavo in cigareto in tisto je nasilno, da te fino požene. Zato je to obvezno. Jaz tudi recimo svoje stranke svetujem klistiranje s kavo, niso pa vsi ljudje za to. Zato že tole, če vzamemo ta, v bistvu, to mešanico, ves čas. Zato meni je smila skozi to tudi nežina klevar, ker ve pa že... In to lahko tudi otroci. Aha, okej. In ko končamo v bistvu s to pripravo, za nekatere ljudi bo že to velika sprememba, ker ne bo vsak dan mesa, ker ne bo sladkarij in tega. Že to. Potem imam pa zelo rada čiščenje z sadno-zelenjavnimi sokovi. Smuti. Jaz recimo predlagam, da si narediš 2 dni. Res, si na sadju in zelenjavi, da si zjutraj lahko narediš smuti, naj bo čim bolj zelen, sadja, recimo 1 vrsta sadja, jabolka, hruške, ne zdaj basati noter vse banane in ne vem kaj. Lahko recimo borovnice, ostalo naj bo pa čim bolj zelenjava. Torej godičev je pa zelenjava. Tako. Čeprav imam izkušnje, recimo jaz delam z mojimi puncami te detoks vikende in na konec paše sok. Mi si naredimo sadno zelenjavne sokove, recimo od sadja damo noter jabolka in tako, ampak recimo rdeča pesa, ogromno zelenja. Na koncu ugotovim, da jim dejansko paše piti samo sokove. In teh sokov, morate paziti, treba popiti dovolj. To, če se recimo čistiš samo sokovi, moraš popiti 3 do 4 litre teh sokov. Vmes piješ recimo vodo, to s kisom, z limono, za večerjo si narediš kakšno juhico, sploh kadar smo v obdobju, kadar je bolj hladno, pa še malo toplo. Tudi recimo smuti ne rabi biti leden. In to delaš 2 dni. In obvezno potem zraven tole zelenje, ker zelenje deluje alkalno v telesu, dviguje pH in nam daje energijo in bo ta občutek, glavobol, vse te simptome bo to pobralo. In to nam bo pomagalo, da preživimo ta 2 dneva. Za ponoči pa obvezno regeneracija s temi algami, tako kot se reka, ljudje niso navajeni, jejo zelo v bistvu preprosto hrano, predelano hrano. In naše telo je navajeno na enostavne proteine in to gre vse skozi nas. Tukaj ni nobenih vlaknin, zelo malo hranil. In to v bistvu, ko ti začneš s to spremembo, je v šoku. Moraš zelo veliko delati, kar naenkrat prebava deluje in reči, kaj ste mi zdaj to dali, kako nas zdaj vse s tem. In je treba v bistvu pač počasi začeti. Ne biti nasilen do sebe, poslušati sebe. In potem, ko se konča ta 2-dnevni post vikend, je treba počasi preiti na nek drugačen način prehranjevanja. Zdaj sam nekaj ne razumem, sorry, ker te prekidam. Ti si to rekla, tole jemljaš zraven, ampak ni to ponavadi, da pravi, to moraš vsaj 3 mesece imeti, Kaj s tem pa nadaljuješ? Absolutno nadaljuješ, To je samo obvezno v tem času, v teh 10 dnevih, potem pa ti s tem nadaljuješ. To mora biti v bistvu... Torej gre za intenzivno, pa še podporno. Jaz recimo jemljem tako 2 do 3 mesece, naredim take kure, potem si pa naredim pauzo, zato da telo samo vzpostavi ravnovesje in potem ponovim. Jaz ves čas se trudim ohranjati to alkalno ravnovesje, ker je pomembno za nivo energije. Če si ti zakisana, potem ne moreš imeti visok nivo energije, ni variante, pa lahko daš vase, kar želiš. Zdaj, jaz se spomnim, mi smo v oddaji včasih imeli take neke listke, pa smo se slino, to še vedno je aktualno? Obvezno. Jaz začenjam tako, praktično tudi zato, da ljudje sami vidijo. In rečem mojim puncam, 5 dni merimo pH. 5 dni. Meri se pH zato 5 dni, ker niha, bojo tudi same ugotovile. Meriš 3-krat na dan, zjutraj na tešče, potem meriš pred kosilom in pred večerjo. Zjutraj mora biti ta pH kisel pod 7, tam pod 6,5, ker to pomeni, da čez noč ledvica čistijo kisline. Če je visok, če je nad 7, pomeni, da so ta ledvica že tako obremenjena, da je toliko toksinov v telesu, da ne zmore več. Potem merimo pred kosilom in je fino, da je nad 7, samo jaz do zdaj sem imela, mislim, da 2 stranki, ki sem srečala, da bi imeli pH res idealen. Tudi zelo težko ga dosežemo samo s hrano.
enostavno tudi naša voda je že, nima več pH 7, ne, zato je obvezno. Klorofil ali kaj? Tako. Ne, in tale klorofil, tukaj so minerali noter, vitamini, ki dvigujejo ta pH. Zato to je obvezno. Okay. In že ta potem občutek po teh 5 dneh je neverjeten, ker se telo očisti in razbremeni in naši organi. Po 5 dnevih smo mi že kul? Ja. Nam ni več slabo, se ne počutimo, kot da bomo morali. V bistvu je ta slabost začetna, traja 3 dni. In potem v času, zato se moramo podpreti s temi zeleni, s tem obvezno čistiti črevo, da te simptome tudi pobere stran. Kako pomembno pa je pitje vode, torej nasplošno pri detoksu ali pa tudi tako, ne, v končni fazi? Zdaj, osnova je itak je hidracija. Voda je osnovna energija za naše telo. Ne? In kadar se čistimo, kot sem rekla, je teh odpadnih snovi ogromno, še več. Torej in jih moramo odplavljati, obvezno. Ne? In res pazimo, da takrat povečamo vnos teh učin. Je pa dejstvo to, da ti, ko piješ te sokove, tam je ogromno vode. Sveže sadne zelenjave vsebuje od 75 do 90% vode. In rastline, če sploh lahko to štejemo med tekočino ali ne? Še boljš, zato ker imajo v bistvu rastline svoj filtracijski sistem in one iz okolice, ko sprejmejo vodo, jo prefiltrirajo. In tam ni več potem teh odpadnih snovi, o katerih sem govorila. Okay. In s tem dobiš tudi, ta oblika vode je drugačna. H2O2 je v bistvu gel in se lažje absorbira v naše celice. Ja. Okay. Veš, kaj sem te hodila še vprašati, da ne pozabam. Ti si že parkrat omenila zdaj priprava na detoks. Tukaj verjetno govorimo predvsem o naši glavi, ne? Ker to je v bistvu nek tak izziv, ki jaz ne vem, kako bi jaz to, če bi se kar odločila, jutri pa začnem. Ne? Ja. Se je treba pripraviti. Absolutno. Konkretno. Zato je super, da imaš nek plan, super je, če imaš podporo. Ali imaš coacha, ali imaš prijateljico, s katero delaš skupaj. Tako kot si rekla, super si to omenila, da v bistvu glava je največji problem. Jaz, sem prvič začela delati to čiščenje, pa sem že prej ogromne količine zelenjave pojedla, ampak tisto, ko imaš občutek, da se grem pa čistiti, zdaj pa ne bom smela tega pa tega. Čista panika. Jaz sem bila ves čas lačna prve 3 dni. Pa brez potrebe, ker ne smeš biti lačen, ampak možgani, ne, je to neka sprememba, porabijo več energije, zato čim pridemo v stanje spremembe, zato je super, da imaš takrat nekoga, ne? Da imaš neko podporo, pa da imaš nek plan in da vidiš, da v bistvu je to zelo kratko obdobje. Ne? Kaj je to? 7 dni, nič v primerjavi s... Ti gurujka, celim, ja, in potem, ko se navajaš, ta prvič je res težko. In tudi takrat je treba biti prijazen do sebe, nežen do sebe, narediš tisto, kar zmoreš. Naslednjič bo že lažje in potem to postane del rutine. Zato je super potem, da 2krat letno to ponavljaš. In zdaj še za konec, pomembno je, kako zaključimo postenje. Zato, ker v tistem času, ko mi se čistimo, se metabolizem upočasni. Telo deluje malo drugače, organi se čistijo. In zdaj ne smemo potem naslednji dan iti pa na pico, pa na steak, pa na pomfri, da se nabašemo, ker nas tudi v želodcu bolelo. Nam se tudi v bistvu v tistem času skrči želodec in odpadajo razne odvisnosti. Zato je super, če želiš spremeniti svoje prehranske navade, da začneš z takim čiščenjem, z detoksom. Pa tudi jetra verjetno moramo paziti. Absolutno. Jetra so tista, ki so najbolj obremenjena in so osnova za naše zdravje. In kako poskrbimo tudi za jetra? Torej, kaj potem, ko zaključimo detoks, kako se lotimo teh naslednjih nekaj dni? Ali je to že v bistvu vmes? Ne vem, to je vmes, potem je pa ta formula je super za jetra, s katero nadaljujemo. Zelenje super vpliva. Recimo, jetra so naša čistilna naprava. Ne? Ko končamo z detoksom, počasi spet pridemo na to prehrano alkalno, da je veliko zelenjave, sadja, juhice zelenjavne, lahko si še vedno delamo smuti ali pa zjutraj en zelenjavni sok. Ne? Potem pa pazimo, da ne dajemo toksine v svoje telo, da ne jemo preveč predelane hrane, zmrznjene hrane, mrtve hrane, preveč živalskih proteinov, s tem razbremenimo jetra. Ne? Pazimo, da jemo dovolj zelene, listnate zelenjave in dovolj vode popijemo. Kolikrat, mislim, lahko rečeš, da obstaja primer, ki pa lahko detoksa preveč, ne vem, da se ga lotiš vsak mesec. A se lahko nam kaj zgodi? Seveda, lahko izčrpamo telo. Zato sem rekla, ne, da 2krat na leto
Recimo, če imamo kakšne virusne obolenja, po bolezni, če smo recimo, je super, da se takrat očistimo obvezno, zato ker te virusi se tudi skrivajo potem v črevesju, te odpadnih snovi še vedno ostane. Jaz si vedno naredim, če imam kakšno tudi težko obdobje, tudi psihično, recimo, če sem veliko v stresu, si tudi naredim to čiščenje. Ne? Poslušam v bistvu svoje telo, ki mi reče, zdaj pa mogoče čas, da in si vzamem prav, umaknem se za vikend in to naredim in sem potem prerojena in bolj polna energije. Zdaj pa ne smemo pa s tem tudi pretiravati. Sem imela eno stranko, ki si dejansko čistila 3 mesece in izčrpaš jetra, izčrpaš ledvica in v bistvu v tem času čiščenja telo dobi manj hranil. Manj vsega, kar potrebuje za to, da se očisti. Potem je treba pa to nadomestiti. Torej, ti svetuješ par dni intenzivnih, potem pa podpora in krepitev telesa. To pa naredimo s hrano, recimo, ki je polna recimo, z rastlinskimi beljakovinami, semena, oreščki, itak sveže sadje in zelenjavo. Kot sem rekla, še vedno lahko nadaljujemo s tem, da pijemo sveže zelenjavne sokove zjutraj, žitarice brez glutena, pa stročnice so super za krepitev. Okay. Kdaj pa ti priporočaš, da mi začnemo? Torej, kaj je tista, ne vem, letnica, ki si rečeš, od zdaj naprej bi pa fajn, da začneš tudi za to skrbeti? Ker dejansko pač ljudje se ne ukvarjamo s tem, dokler ni nekaj hudo narobe, se veš. Sej to je, ne? In mi recimo, to je, se mi zdi, da je 30 let je taka neka prelomnica, ko se v bistvu ne ukvarjamo prav s tem, kaj dajemo v svoje telo. Ne? Ker mislimo pač, da bomo živeli večno v tem telesu in karkoli naredimo, se nam nič ne zgodi. Jaz imam tudi recimo že 25-letne punce, s katerimi delam, ki so v katastrofalnem zdravstvenem stanju, recimo, ki imajo telo. In ni, da bi bila zdaj neka omejitev otroci. Ok, otrokom se ni treba, ne? Ampak od 25. leta brez problema. Torej, 25 let. Zdaj se pa zamislite, koliko detoksov ste že naredili v svojem življenju. Ne? Ja, jaz zdaj sem mučko spoznala, tako da zdaj ne moram, da ga ne bi, ne, da jaz provam to in seveda se tudi res, veš, doskrat se spomnim tako na avto pa na gorivo, ne. Doskrat, tudi Jasmina me vsakeč opominja, lej, to je kaj gorivo, kaj daješ vase, ker me skozi s čokoladami vtja. Tako da te mečkam kljuva na vsake tok, ne. Probaj, ne, in boš videla, da odpade ta želja, jaz, ko se čistim, mi odpade ta želja po nekem pretiranem cukru, pa sem bila včasih odvisna od sladkorja. Res, jaz sem živela v času študija od mafinov in ne vem, dan brez čokolade si nisem predstavljala. No, jaz sem tam, ja. Tako da detoks bo kar obvezan. Za sam konec pa mogoče še, kaj se pa zgodi, torej, če se ljudje ne poslušajo, pa se reče, kakšen detoks, to jaz ne rabim, ne. Ne vem, torej, verjetno prihaja do hudih obolenj, lahko, kot si prej že omenjala, torej vnetja, ne? Absolutno. Začne se s prvo fazo, to je ta zakisanost, ko sva rekli. Ne? To ne opazimo načeloma. Ne opazimo, zato ker v bistvu jemo kakšen tablet za glavobol, kofein in to prezremo. Potem prihaja, recimo, da imaš nizek krvni sladkor, nizek pritisk, recimo visok holesterol, to tudi rešujemo večinoma zdravili. Ne? Potem so te itisi, pruritis, dermatitis, kolitis, to so vsa ta kronična vnetja, to so tiha vnetja v telesu, ki jih najprej ne opazimo, potem se izražajo naven alergije. Ne? In potem to preraste recimo lahko v diabetes, bolezni srca in ožilja. To vzhaja vse zakisanosti. Demenca, vse. Demenca, Alzheimer, Parkinson, to je vse, recimo, težave s ščitnico. Nepravilno delovanje. In končni stadij v bistvu zakisanosti je pa rak. Ker se ga mi toliko bojimo. Ne? Rak ne nastane čez noč. Ni nekaj, kar bi, 5% je recimo dedno, da se sproži ta gen, ampak sproži ga pa na življenjski slog. Je pa končni stadij rak. In rak nastaja 20 let, ker uspevajo te celice v zakisanem okolju. Ja, ker je premalo kisika. Raka, ne, je tako, ne rabi, tako. Ne? In rakave celice ne rabijo kisika, rabijo sladkor in uspevajo odlično v tem kislem okolju. Jaz mislim, da se bomo kar vsi lotili polne testke, da se stestiramo, ker tole je. Mislim, to so podatki, ki v bistvu ne moreš ostati ravnodušen, kaj slišiš, ne. Zelo preprosto je v bistvu, ne? Da prideš škole, pa na smečkan vse pobrcaš, ne. V glavnem, hvala ti res za vse te informacije. Jaz upam, da ste se malo zamislili, jaz sem se in sem prav vesela, no, da takole Urška pride in na smečkan vse zbrca, ne, da se mečkan več posvetimo sebi in predvsem našemu zdravju. Tako da ostanite zdravi, pa dajte se pripraviti za kakšen detoks, ne bo vam škodovalo.